Se čujemo? Pozdravljeni, dragi gledalci, poslušalci. Znova smo z vami v oddaji Splet besed, ki jo skupaj pripravljamo Mik, Murska Sobota in moja malenkost, Lučka Zorko. Tokrat je z mano v studiu, na spletu, kakorkoli, mlad pomurski avtor, Aleš Ropoša Aleksijo. Aleš, pozdravljen. Pozdravljen, pozdravljena Lučka. Zdravo, kako si kaj? Pa, v redu, na splošno gledano. Kako preživljaš te čase? Držimo se ukrepov, v glavnem na srečo imam službo, kar je mogoče kar je v teh časih zelo dobro. Drugače pa v prostem času se ukvarjam s pisanjem. Pa tako. No, jaz te bom danes predstavila kot... Oprosti, ti kar povej do konca. Malo se še morava ujeti, ne, glede teh zamikov, ampak prosim, povej do konca zdaj. Ja, pač oktobra mi je šel pri založbi Volosov hram knjižni prvenec Novo upanje, kar je tudi predmet te oddaje. Tako. Dobro, hvala, Aleš. Bova še kaj več rekla o samem prvencu, o zgodbah, malo bova se posvetila branju. Zdaj mogoče bi za začetek samo eno tvojo tako krajšo biografijo predstavila bralcem oziroma poslušalcem, toliko, da malo dobijo občutek, kdo in kaj si. Torej, rojen leta 1994 v Murski Soboti, živi in ustvarja v Trtkovi na Goričkem, doštudiral je delovno terapijo, piše pa kratko prozo in tudi daljše povesti, poezijo in dramske igre. Že od zgodnjih let se ukvarja z urednikovanjem raznih kulturnih glasil, moderira dogodke in se udeležuje literarnih natečajev. Od leta 2017 do danes je bil za svoje pisanje nagrajen ali se uvrstil med finaliste na kar nekaj literarnih natečajih. V letih 2017, 2018 in 2019 se je uvrstil na regijsko tekmovanje mladih literatov Urška, redno pa tudi objavlja v zbornikih Stopinje in Porabski koledar, poezijo pa tudi na portalu pesem.si. Udeležuje se priložnostih literarnih nastopov. Oktobra 2020 pa je pri založbi Volosov hram izšel njegov kratkoprozni knjižni prvenec Novo upanje, ki zajema 17 kratkih zgodb. Pa bom pokazala malo to Novo upanje. To so kratke zgodbe, kot smo rekli. Bova pa tudi z Alešom se poglobila v nekatere še prav posebej, ker odražajo tudi nekatere zadeve, o katerih nam bo Aleš znal povedati tudi nekaj zelo zanimivih stvari. Zdaj, zakaj sem izbrala ravno tebe, Aleš? Predvsem, ker si mlad avtor in sem zelo radovedna pravzaprav bila, kaj počneš, ker sem zate slišala tudi že večkrat, izven tega prvenca, tudi pri tistem zborniku o Selanski rotundi, in seveda zato, ker si moj nekako sorojak oziroma Prekmurec, in ker te nisem prej tako dobro poznala, tako da, no, se mi zdi, da si bova imela danes kar precej za povedati. Zdaj za začetek pa bi te lepo prosila, če nam malo približaš svoje pisanje preko branja zgodbe, in sicer sva se odločila za eno zgodbo z naslovom Lutke. Tako da prosim, Aleš, za tvoj prispevek branja. V redu. Lutke, odlomek. Sigismund se je zadovoljil z ogledom menjave straže in se vrnil k
Vinici tudi njegova žena Hedvika. In kaj je zdaj v programu? Trapasto babje nakupovanje. Uradno povedano odmor. Naj bo, kljub temu, da se pogosto zmrduje nad njenimi nadvse inovativnimi idejami, je na Hedviko izjemno ponosen. Danes je malo takih žena, ki bi zdržale v zakonu z rojenim nergačem skoraj 25 let. O, fant, glej, spominsko obeležje Franca Kafke, je navdušena Hedvika pokazala na desno. Ne bi bilo slabo, če bi se odpravila kar naprej. Čutim spremenil mrčec, je nelagodno predstavil Sigismund. Žena Hedvika ga ni najbolje razumela, kaj je hotel s tem povedati. Nad pisateljem je bil impresioniran tudi Sigismund, čeprav si tega pred ženo ni upal na glas priznati. Še posebej nad njegovo novelo Preobrazba, katere dolgo ni mogel pozabiti in se mu je še zdaj vrsto let po prebrani knjigi sanjalo o njej. Gregor sam se spremenil v pajka, ga je begal še zdaj, ko se je sprehodil mimo obeležja znanega pisatelja. Mrčes in kače pa niso bile nikoli prav posebej priljubljena tema pogovorov s Sigismundom. V eni izmed praških ulic sta naletela na starejšega možakarja z dolgo belo brado, ki je sedel na invalidskem vozičku in za otroško publiko pridno napihoval mine mehurčke. Ob pogledu nanj si je Hedvika zaželela. Sigismundom sta si sicer blazno želela vnuke, da bi lahko skozi igro z vnuki še enkrat podoživela otroštvo. A je Otonek zaenkrat še ni hotel ubogati in si najti nevesto primernega kova. Hedvika je upala, da se bo to zgodilo enkrat v bližnji prihodnosti. Naenkrat je Sigismund sredi trga zagledal dve človeški postavi, ki sta debelo namazani z belo barvo po obrazu stale pri miru, kakor kipa padlim borcem in imeli pred seboj postavljen majhen lonček z denarjem. Mene bi bilo sram, če bi si takole slučil svoj denar, se vanjo obregnil Sigismund. Ne verjamem, če bi se takole zmrtoval nad takim telom, če bi bil v to prisiljen, je menila Hedvika, stopila bliže in človeškima kipoma darovala po pol centa. Sigismund je hotel nekaj reči, a se je še pravočasno ustavil. Ženske imajo vedno kakšen argument, s katerim branijo svoje stališče, zato je včasih bolje stisniti zobe. Hedviko so v trgovino spet zvlekle, Loden stopil za njo in jo opazval, kako prevzetno spremlja neko lutko, ki je bila po oblačilih sodeč zapovednik. Draga žena, povej mi, kaj bova naredila s toliko lutkami? A boš odprla lutkovno gledališče? Mu je slednjič prekipelo. Lahko bi tudi, če ne bi stalno pridigal. Ženske smo vizualna bitja in nas zanimajo trgovine. Mene pač privlačijo lutke. Prav nič ti ne bi škodilo, če bi se spremenil v majhno lutko. Bi vsaj vedel, či v pajka, kakor v lutko, je zabrusil Sigismund in odkorakal iz trgovine. Kaj je pičilo njegovo ženo, da je kar naenkrat vzela pik na lutke? Več čas goni sem isto. Le kdo na tem svetu bi mu lahko pomagal razjasniti skrivnosti teh majhnih bitij, ki lahko zasvojijo človeka, zna na njegovi ženi. Tako so lutke sprožile prepir med sicer izjemno koleričnima zakoncema. Sigismund je obstal pred trgovino. Počel svitati, da je morda rekel kakšno besedo preveč. Ta njegov dolgi jezik. In Hedvikina vnema. Sam obžaloval, da je ženi toliko pridigal čez lutke. In to v Pragi, kamor si je Sigismund želel že vsaj pol leta. Nasploh ste imeli od zakonca izredno malo priložnosti za potovanje. Večino časa sta posvečala službi, saj je bilo potrebno z 2 minimalnima delavskima plačama, smeti, televizijo, pa to nekaj v študij tudi ni pričal tako malo. Še dobro, da je Poba spravil v študij tako daleč, da bo še letos diplomiral. Vse je tudi pridno delo med študijama vseeno. Ni to redna plača. Ampak, kaj bo zdaj napravil s svojim odnosom do lutk in kako bo uredil s Hedviko? A si se že ohladil?
Kupila sem še eno majhno ročno lutko za Toneka. Tako imam po eno in smo si pot, je povedala Hedvika. Res ne vem, kakšno korist imaš od tega, je Sigismund zmajal z glavo. Tokrat je skušal precej bolj izbirati besede, kakor poprej, a brez prikritega sarkazma ni šlo. Lutke znajo biti precej dober medij za pomirjenje. To mi je zadnjič povedal Tonek, je vedela povedati Hedvika. Imajo še kakšno drugo funkcijo, razen za nabiranje prahu po stanovanju, je ironično pripomnil Sigismund. Ko jih bo Tonek prijel v roke, jih bo znal živeti in takrat boš, dragi moj može, končno spoznal, da zna biti lutke še kako žive, je govoričila Hedvika. Sigismund je raje molčal, kakor da bi se spuščal v nadaljevanje debate. Mora se pa sprijateljiti z dejstvom, da nekaterih vrst umetnosti ne bo zmogel nikdar povsem razumeti. Razume recimo Franca Kafka, on je opisoval življenje delavcev, odnose s svojim očetom. Se da to prikazati z lutkami? Kolikor jaz razumem lutke, z njimi delajo predvsem predstave za otroke. Kar me sploh ne zanima. Kolikor mi je pravil Tonek, delajo tudi predstave za odrasle, predstavi Hedvika. Vedno Tonek, se vse začne in konča z najinim sinom, znova vzkipi Sigismund. Molčala sta in hodila drug ob drugem, vsak zase. Hedvika je izgubila navdušenje nad lutkami. Zakuhale so povsem nepotreben prepir. Je res vredno. Kljub vsemu se strinjani stvari. V Prago se bosta še vrnila, ko bo le priložnost za to. Aleš, hvala za tvoj prispevek. Ko sem brala v knjigi tvojo zgodbo lutke, sem nekako začutila, da so v bistvu lutke tebi, da ni to zgolj motiv, ki si ga izbral za zgodbo, ampak da je z njimi povezano nekaj več. Bi mogoče malo na kratko predstavil ozadje te zgodbe, pa nekje si mi namignil, da imaš za sabo tudi eno tako mini lutkarsko kariero. Pa bi te prosila, da malo pač mogoče poveš o svojem odnosu do lutk in pač o tem, kako so obsedle tebe. Ja, zdaj konkretno, kar se tiče te zgodbe lutke v enem izletu, se ogledal vse te lokacije na kraju samem, tudi doživel nevihto, ki mi je temeljito premočila nahrbtnik. Takrat sem bil jezen koris, ker sem imel noter eno knjigo, ki sem jo bral. Privoščil sem se tudi nakup 2 lutk. Zdaj, na samem začetku je bila mišljena kot potopisna zgodba, ampak potem je nekako prišlo do lutk, pa se je zgodba malo drugače zasukala. No, najprej je oglasilo naše novine za občino Kuzma. Tam sem se prav raziskovalno lotil vseh teh zgodovinskih znamenitosti po Pragi, pa je impresioniral me arhitekt Jožef Plečnik, kateri je v sami Pragi pustil pač ustvarjalni pečat nekaj svojih znamenitosti, pa pisatelj Franc Kafka. Kar pa se tiče lahko povem to, da je v času študija delovne terapije, da smo študenti 3. letnika pri izbirnem predmetu pripravili lutkovno igrico Veveričkin piknik. V čast mi je bilo, da je bilo to prav po moji pravljici, ki sem jo napisal nekaj let prej. Takrat sva se z eno sošolko sva se lotila pač predelave scenarij za lutke. Sami smo se izdelali lutke, pa na koncu smo šli gostovati v en dom starejših občanov v Ljubljani. Da to lahko povem.
Včasih pa nastanejo tudi kakšne moje ideje, včasih se lotim česa, ne vem, recimo temu filmske umetnosti. Tukaj imam tudi dva, da lahko pokažem. Tole je sestra Zalika, medicinska sestra. Nekako od tistih časov me spremljal tudi Čukec Herman. Pač pride včasih na plano, ko gre za kakšno mlajšo publiko. Ena taka priložnost je bila čisto mimogrede na tednu ljubiteljske kulture. Videl, da nas pridejo poslušati tudi otroci iz vrtca pa otroci prvih razredov osnovne šole z Murske Sobote, pa sem uporabil Čukca Hermana. Na žalost ga zdaj trenutno nimam pri sebi. Ja, hvala, da si nam predstavil še svoje lutkovne prijatelje. Zdaj, meni je bilo zanimivo, recimo pri branju tvoje knjige, kako pravzaprav, mislim, zgodbe niso avtobiografske, ampak se mi zdi, da sem pač nekako točno ujela tvoje, ne vem, interese, tvoje strasti, recimo lutke, potem dosti zgodb nosi tudi motivi Krštafa. Mislim, da je Aleš malo zamrznil v času. Se slišiva še? Aleš, se slišiva? Ja, se slišiva se, nekaj je vrglo ven. Se zgodi. Aha, sem rekla, da si zamrznil v času. Ja, dejansko na sliki. Dobro, bova zdaj nadaljevala. Torej, ostala sva nekako pri tvoji motiviki. Zdaj, zgodbe same so zelo raznorodne, večinoma so sicer tudi, pač liki so si tudi nekako podobni po svojih strasteh, recimo lutke, potem gledališče, šah. Dostikrat uporabljaš tudi aluzije, recimo na določene filmske prizore, recimo na Ingmarja Bergmana, ki ga tudi omenjaš notri, potem dosti je tudi pisateljev, ki se notri pojavljajo. Ne vem, malo mi povej, recimo, kako na tebe kot pisatelja pravzaprav vplivajo vse te raznorodne stvari, s katerimi se ukvarjaš, in kako potem to nastane, potem ta miks v tvoji literaturi? Mogoče vam pravega odgovora na to vprašanje ne vem podati, bom pa poskušal. Zdaj, odvisno je pravzaprav od posamezne zgodbe. Zdaj, lahko omenim dve zgodbe, ki sta tudi v tem prvencu in sta z šahovsko tematiko. Zdaj govorimo o zgodbi Šah-mat ali Ban je mrtev. Ta je nastajala v bistvu nekaj mesecev v obdobju med recenzijo moje diplome pa pripravo na zagovor. Zdaj, osnova za nastanek zgodbe pa je bil razpis Kulturno-gledališkega društva Reciklaža za Svete Trojice. Sodeloval z zgodbo Delam sranje slovenskemu narodu, ki je tudi v tej knjigi. Pač všeč mi je ta šahovska motivika, drugače ljubiteljsko igram šah že od otroštva. Začelo se je nekako tako, da me je dedek naučil igrati šah, pa potem se je kasneje, ko ni bilo več toliko časa, sem pač to igranje preselil na splet. Pač je nekaj teh spletnih šahovskih portalov, kjer se da igrati šah, tudi z drugimi. Tako da ja, pač ljubiteljsko malo obnavljam svoje znanje
šaha. No, kar se tiče te zgodbe Šahmat, Taliban je mrtev, takoj sem šel v knjižnico, pa si sposodil novelo o šahu Stefana Zweig'a, pa jo prebral z užitkom. Pa vanjo sem vključil potem motivike tudi en klinični primer za sveta delovne terapije. Zdaj, druga šahovska zgodba, ki je pa tudi v knjigi, tu pa gre za zgodbo Zadnja partija. Tu je pa sicer glavni motiv smrt mladega igralca, tudi gledališče, se pa tudi nekako skozi celotno zgodbo pojavlja ta šahovska motivika. Glavni junak je pač tudi pač dobiti, vsega pa ne smem izdati. To si pa morajo bralci sami prebrati. Vem, Ja, vsekakor. zdaj pač Tu smo vedno na tankem ledu. Ja, se Tako, strinjam. saj kot avtor si res vedno na tej preizkušnji, koliko boš pravzaprav izdal bralcu, oziroma koliko si sploh pripravljen interpretirati svojo prozo, vedno se bojiš, da boš potem bralcu mogoče kaj odvzel. Ampak dobro, saj midva pravzaprav se ne bova niti tako daleč spuščala v posamezno zgodbo. Ja, ker jih je, koliko je zgodb v knjigi? 17. 17, ja. 17 tematika je pa pač, kot si sama povedala, različna, zelo različna od mladostnih izkušenj prek raznih drugih, tudi tematik, kar nekaj teh motivov je. Ja, za meni je recimo še zelo zanimiv motiv, kar bi mogoče posebej izpostavila, motiv podeželja v tvojem prvencu. Zdaj danes je večina prvencev, se mi zdi, bolj nekako urbanih prvencev, se pravi, zgodbe so postavljene nekako na prizorišče mesta. Sicer tudi tvoja zbirka ne izključuje urbanih prostorov, ampak je pa zanimivo, da nekje od zadaj, kot neki spomini, pač kot neke scene, prihaja tudi podeželje. Ampak v tvoji zbirki se mi zdi, da je predstavljeno na en svež način, se pravi, ne kot neko sentimentalno, ne kot sentimentalen spomin na mladost določenih likov, ampak zdaj nekako imaš en tak prijeten, hudomušen, malo humoren pristop do vsega, pa me zanima, ne vem, kako je s tem humorjem, kaj to tebi kot avtorju, recimo, počneš to nalašč ali namensko, načrtno, ali Ne vem, pravzaprav ne vem. pride do tega humorja. Ja, včasih se mi tudi, ne vem, po glavi rojijo kakšne takšne čudne misli, tudi da si mogoče včasih jezen na koga ali pa na kakšne take situacije, ki se dogajajo v svetu, pa nekako kot posameznik ne moreš vplivati na njih, lahko sam pač sedeš za tipkovnico pa nekaj o tem napišeš, pa oviješ v zgodbo. V bistvu sam niti ne bi rekel toliko, da sem kao nek humorist ali kaj takega. Ne vem, ko sem pisal to, me pa spet nekako ugotoviš, da te povleče nekako bolj v satiro. Mogoče malo, ne vem, črni humor, nekaj takega. Ja, meni je zanimivo, recimo, da začneš nekaj resno, pa zdaj mi pričakujemo, da bo zdaj to neka bolj resna, ne vem, nota, potem pa kar naenkrat neki taki satirični preblisk. In to nas potem nekako vrže iz tega horizonta pričakovanja in se prav tako na glas moramo zarežati. Tako da glede tega humorja
ti moram reči pač, da me je zelo prijetno presenetilo in se mi tudi zdi nekaj svežega, ker tudi v, ne vem, sodobni literaturi pač res se mi zdi, da malo rabimo tudi ta humor, da malo razbijemo to tragičnost, ker pač umetnost sama po sebi se pa dejansko bolj ali manj tudi pač ukvarja z tragičnimi stvarmi. In tudi ti kot avtor, seveda skoraj v vsaki zgodbi je prisotnost ali smrt, ali ne vem, verjetno tudi kot delovni terapevt si dostikrat izpostavljen zdaj tem situacijam, v katerih si soočen z, ne vem, boleznijo, z pač ljudmi, ki imajo določene, ne vem, travme, težave, težka življenja. No, lahko nam poveš nekaj o tem. Seveda, malo bi bilo zdaj pač največ tega tako imenovane delovno-terapevtske izkušnje v tisti zgodbi Šahmat ali Ban je mrtev, kjer sem poskusil pač opisati enega delovnega terapevta, pa na drugi strani pa pacienta z rakom, pa njegove spomine, ki se pač prepletajo med sabo. Pač ja, tudi pri takem delu je velikokrat zaželeno, da uporabiš humor, da malo razbremeniš uporabnika v tem stilu. Pa mogoče se kaj takega preneslo tudi v literaturo. Ja, zdaj recimo tudi kot delovni terapevt, ki igra šah, ki piše, ki uprizarja lutkovne predstave, ki je velik filmoljub. Ne vem, povej mi, kakšne so pravzaprav tudi tvoje izkušnje, ali je umetnost lahko za ljudi, ki jim recimo ni najbolj poslano z rožicami, tudi terapija, ne vem, s temi lutkami, pa tudi mogoče z branjem. Kako ti doživljaš? Ampak pač seveda je lahko tudi umetnost na nek način pripomore k lajšanju tegob, ampak pač moramo tu tudi biti pozorni, za kakšno diagnozo gre, da pač moraš pač izbrati način pa medij. Kako, kdaj, pa kje lahko to uporabiš. Ja, saj verjetno je res ena tanka meja med tem, kje lahko literatura doseže nek svoj cilj, recimo nam da neko transcendenco, kje pa mogoče je celo malo pretežka za določene, ne vem, situacije. Ker recimo, ne vem, v tvojih zgodbah se pojavi tudi, ne vem, recimo tema o tisto, ko smo se prej pogovarjala, o dveh bratih, ki se potem pobijeta. Lahko nam mogoče malo pojasniš še nekaj o tej zgodbi, bi mogoče pasala v ta najin debato. O zgodbi Usodni mobitel. Prilika o... Vem, katero misliš. V bistvu je pač Usodni mobitel je nastala velikokrat, tudi si preberem kakšno črno kroniko, pa tam naletiš da je prišlo do prometne nesreče tudi zaradi uporabe mobilne tehnologije med vožnjo. Mogoče je kaj na to zgodbo vplivala tudi tema moje diplomske naloge. Jaz sem imel sicer uporabo informacijske tehnologije med študenti delovne terapije, uporaba mobitelov, računalnikov. Mogoče je tudi prerinilo vmes med te vrstice ob nastajanju zgodbe. Potem pa pač o sami zgodbi pa
bo veliko boljše, če pač bralci preberejo. Samem na kratko, dekle, ki bi moralo biti, ki bi se moralo v soboto poročiti, pač doživi prometno nesrečo, ko uporabi mobilni telefon med vožnjo. Potem pa ki je v bistvu brat tega njenega zaročenca, ampak dva brata sta med sabo na smrt skregana ravno zaradi tega dekleta, pa potem zgodba se suka okrog tega naprej. Ne bi rad izdal vsega. Ja, ne, saj jaz sem bolj mislila, da bova kaj rekla o tej priliki, ki si jo svetopisemski, ki si jo nekako v strukturo vgradil. Ta prilika je pa uporabljena pri tem bratu policistu, ko se po dolgih 5 letih spet vrne iz Ljubljane, kjer dela, sicer zaradi te nočne intervencije pač potrka na vrata svojih staršev in sporoči to žalostno novico, kar pa kasneje potem sproži trenja med bratskimi člani. Saj nisem toliko mislila, da bi midva izdala pač mogoče samo zgodbo, ampak bolj to, recimo, kako je zgodba strukturirana, da si dejansko pač vanjo nekako tudi umestil eno svetopisemsko strukturo, se pravi neko starodavno strukturo, si umestil pač v sodoben kontekst. In tudi pri marsikateri drugi zgodbi se recimo poigraš z tovrstno tehniko, tako da dejansko sem te pač mislila bolj to vprašati, kako recimo strukturiraš svoje zgodbe, če so zdaj čisto narejene iz čiste fantazije ali jih pa mogoče tudi si najprej zastaviš neko strukturo, neko ogrodje in potem recimo na to delaš. Odvisno, tudi od posamezne zgodbe, zdaj včasih je res tako, kot praviš, da pač dobiš neko idejo, pa si napišem celoten načrt zgodbe, to bo se dogajalo tukaj, ono bo prišlo tam na konec, pa potem spet poskušaš nekako od začetka po dialogih. Zelo odvisno tudi od motiva zgodbe. Ja, saj malo sem te pač mislila dregniti v to, ne vem, očitno že prejšnjič sem imela v oddaji z Heleno Zemljič, sva imela to debato o tej strukturi in očitno pač je struktura nekaj, kar me strašansko zanima, tako da tudi ti nisi temu pobegnil. Bi te pa zdaj lepo prosila, če naju v drugi del najinega pogovora uvedeš z drugim delom branja. In sicer sva se odločila, da se bova malo lotila te tematike božične, ker so prazniki ravno za nami, in nam boš prebral en odlomek iz zgodbe, če se ne motim, Vrnite nam Božič. Tako, ja. Spet je zazvonil mobitel. Gašper je pogledal na uro. 7 zvečer bo in kmalu bodo zaprli. Že nekaj ur se pogaja s tem mulcem. Pa še sladke besede mu bo moral govoriti, kajti drugače se lahko poslovi od svojega mobitela. Že mu rekel, tako bo presenečen, da bo kar z belim gledal, mulc nesramen, se je zasmejal Gašper, ko mu je šinila v glavo ideja, hitro, kot če bi prižgal lučke na božični jelki.
Pozdravček, moj božični tatič. Najbolje, da prideš kar k meni na vizito. Dobro vem, kje si. Če te ne bo, te bom zašpecal babici in ta bo povedala volku, naj te poje. Je blefiral Gašper. Starokopitno izglede s svojimi dolgimi lasmi, božično kapo in božičkovem kostumu. Gledam te in se sprašujem, kako lahko otroci nasedajo takšnemu debelemu možičku, se je norčeval deček Božo in se šele potlej, ko je odločil, zavedel, da se pravzaprav izdal. Božiček Gašper in Božo tat mobitela sta se zdaj gledala iz oči v oči. Božo je telefonaril na vrhu teh stopnic. Lepo počakaj me, ti zmešani kekec, pote prihaja da nekaj močnih kap. Je od spodaj začel rohneti Gašper in začel na vso moč sopihati, ko se je pognal po tekočih stopnicah. Pri tem pa je malce pomešal svoje poznavanje Vandotovih povesti. Tudi Božo ni čakal, pospravil je ukradeni mobitel v žep in se pognal beg proti trgovinam z oblačili. Gašper je bil hitrejši, kot bi si lahko deček kaj predstavljal. Poznalo se je, da gneča pojenja in da vsi uslužbenci v nakupovalnem centru samo čas zaprejo. Ko bom ujel tega le mojstra, bo ravno ura za zaprtje centra, je bentil Gašper. Če ne bi bil na sebi tega le kostuma, bi lahko tekel sproščeno. Ne pa, da se počuti, kot da je stari ata tik pred žalami. Nenadoma je zmanjkalo trgovin in s tem tudi možnosti, kamor bi se lahko deček neopazno skril. Gašper je stopil korak ali dva naprej in na klopi zagledal na klopco in mirno igral igrico na njegovem mobitelu. Si lahko kdo to razloži? Prebunkati bi te moral, da bi bil več črn, pa te ne bom, ker je pred vrati Božič. Naj ti bo. Zahtevam pa pojasnilo za vsa ta tvoja norčevanja danes in opravičilo za prestane strahove. Lahko bi te prijavil, Baraba, je Gašper začel nemudoma nagovarjati dečka. Ta si ga je začel dovedno ogledovati. Prav nič ga ni bilo strah. Na stranišču sem ga našel. Sem šel takoj gledat, koga imaš na seznamu številk. Sama dekleta. Vem, da je to dobra znamka in da dolgo drži. Pa sem si rekel, zakaj pa ne? Nenapisano pravilo je, da lahko vzameš. Mu je Božo začel pripovedovati svoj del zgodbe. Gašper mu je požugal s prstom. Saj ni konec ali stara marela, da bi jo lahko vzel. Mobitel je in to skoraj nov. Mali, čas je, da mi izročiš mobitel. Zanima me, kako si sploh ugotovil, da sem jaz lastnik mobitela. Je Gašper Božo odvzel mobitel. Pregledal sem SMS-e našel sporočila, ki ti jih pisari tvoj sukrček Veronika, mu je pojasnil Božo. Gašper je mulcu nakazal, da bi mu najraje takoj premazal eno okoli ušes. Boba se mu je spretno izmaknil. Gašper je pogledal svoj mobitel in olajšano ugotovil, da ni poškodovan. Ne vem, kaj naj zdaj s tabo, mulc. Mi je mobitel padel v straniščno školjko, kot pa da je odpotoval z nedoraslim amaterjem. Ampak kar je bilo, povej mi, kaj sploh delaš v sam nakupovalnem centru. A nima svojih, se je čudil Gašper. Veš, doma sva se skrivala. Z očetom živiva sama na obrobju mesta. Mama je umrla ob porodu. Oče pa trdo dela, zadnje čase kar precej popiva. Včeraj zvečer se ga je spet pošteno nacukal in takrat sva se sprla. Rekel mi je, da naj kar grem, da mu je vseeno zame in tako ni nič od mene. No, v parku. Zjutraj sem bil v šoli, potem pa sem jo mahnil na nakupovalni center. Našel sem tvoj mobitel in si zaželel igric. Zdelo je zabavno, ko sem te vsake toliko časa poklical in izsiljeval vsega nemočnega. Je Božo na kratko povzel svojo življenjsko usodo. Ko Gašper izvedel, da je mali neke vrste sirota brez mame in očetom, ki si ga rad kdaj cukne, mu je v srcu postalo nekam toplo. Aleš, hvala za tvoje branje.
Zdaj gre za eno tako malo hudomušno, ampak pravzaprav tudi malo tragično zgodbo o enem zafrustriranem Božičku, ki mu en fant ukrade mobitel in ga dejansko pač preko njega izsiljuje. Zdaj zanima me, zakaj recimo si izbral sploh Božička, kaj te je pri tej tematiki tako zanimalo, in pač mogoče mene malo vse skupaj aludira na te ameriške filme o božičkih, ampak je pač seveda predstavljeno na tvoj način, pa mi nekaj malo več povej, prosim, o ozadju zgodbe oziroma kako je nastala. Zdaj, sam božičnih zgodb pravzaprav nimam tako veliko. Konkretno ta zgodba je nastala v času božično-novoletnih praznikov v decembru 2017. To je bilo obdobje, ko sem čez vikend, ponavadi v petek in soboto, preko študentskega servisa delal v optiki v sobočkem BTC, pa se kot promotor imel priložnost pogovarjati z različnimi strankami. Osnova za tole božično zgodbo so bili res razni božični filmi. Odločil sem se pač, da vzamem Tri modre kralje, Miho, Gašperja in Boltežarja, jih prestavim v 21. stoletje, delim neke sodobne poklice. Tako je Miha Kvasi, moderator lokalne radija, oče najstnika, ki mora pač po ukazu šefice delati tudi na božično noč. Gašper kot Božiček dosti, oziroma niti ne toliko, ker v bistvu sovraži otroke, ker je v nakupovalnem centru. Boltežar je pa starejši policist, ki na dan božičnega predvečera reši enega samomorilca z vrha ljubljanskega Nebotičnika. Všeč mi je bil pač ta izziv, da lahko damo v zgodbo nekaj komičnih situacij. Čeprav jaz pač sam po naravi mislim, da nisem ravno humorist oziroma nekdo, ki bi pač non-stop proizvajal neke komične zamisli, situacije. Če pa že imam to priložnost, pa zakaj pa ne? Saj pravzaprav je marsikateri avtor, ki se je ukvarjal s satiro ali pa kakšne humoreske, je bil pravzaprav v resničnem življenju resen, mislim. Tako da dostikrat je potem literatura samo nek medij, kjer lahko to pravzaprav izživimo. Tako da najbrž je tako tudi pri tebi. Ja. Zdaj, kar se tiče božičkov, malo se še dotakniva mogoče Mislim, da malo je prišlo spet do zamika časovnega. Se slišiva še? Včasih zastane slika, ja. Ja, ja. Upam, da se slišiva. Ja, jaz te zdaj slišim. Zdaj o božičkih te bom še vprašala, no, pač se ti zdi kot avtorju, da mogoče tovrstni liki oziroma dobri možje nekako tudi zaradi kapitalistične, pač ker jih kapitalizem izrablja za svoje načrte, ali se ti zdi, da izgubljajo tisti pravi pomen, tisto vsebino, in ali kot avtor mogoče tudi iščeš, da jim to vsebino potem povrneš? Ja, to je bilo nekako tudi del te osnovne ideje te zgodbe. Pač vedno mi je meni kot posamezniku mi pač nekako šlo na živce, da božične filme vrtijo že v začetku novembra, pa da imamo razne božične okraske, pa to že na policah kar zgodaj. Tako da ja, jaz pa sem bolj pač pristaš tega nekega tradicionalnega božiča, da imaš recimo jaslice pod božično smreko, da pač božič preživi.
tako nekako. Ja, saj pravzaprav res kot, mislim, da tudi družba malo stopa nazaj. Malo stopa nazaj in si poskuša pač znova nekako dati vsebino takim rečem. Tako da se mi zdi, da čisto malenkost smo malo že na drugi poti, da Mi se bomo, strinjamo. ja, da bomo malo te stvari spet drugače doživljali, ne samo preko nekega potrošništva. In pač tudi se mi zdi, da je literatura tukaj igra eno zelo pomembno vlogo. Pač mi kot avtorje, ne. Če drugega ne, je bil, ja. Kar povej, spet je prišlo malo do Če dovoliš še kakšen stavek. Povej, ja, prosim. Nič hudega. Pač, če drug čas od te korone imeli pač nekako, če drugega ne, se povrniti nazaj k nekim vrednotam, ki nam kot posamezniku pač pomenijo več. Zdaj, če lahko rečem še ta naslov zgodbe pa pravzaprav vseh teh treh glavnih likov, da naj bo Božič tisto, kar je v osnovi pač brez tega pretiranega oglaševanja, potrošniške mrzlice. Božič v smislu, ne vem, preživeti dan z družino oziroma s svojimi najdražjimi. To bilo nekako to. Dobro, hvala ti, Aleš. Zdaj, ker sva nekako že v zadnji četrtini najinega timinga, bom mogoče malo vse skupaj zaokrožila. Zdaj, dosti sva povedala o samih motivih, predstavila sva teme. Zdaj, mimogrede tudi tematike tega koronavirusa se lotiš v dveh zgodbah, ampak zdaj o tem ne bova, ker je to malo zdaj spet preširoka tema. V treh, ja, tako. Ja, v glavnem, lotevaš se dejansko teh sodobnih travm človeštva, ampak bom te pa za konec mogoče še malo samo pobarala o zbirki kot celote, naslov je Novo upanje. Ne vem, mogoče malo refleksije na sam naslov in na zbirko kot celoto. Zdaj, sam naslov je v bistvu nastal res na koncu. Najprej me je kontaktiral pač založnik Robert Ittenfeldt, pač z mojega dosedanjega ustvarjanja naredili knjigo Kratkoprozni prvenec. Potem sva pa pač razmišljala o naslovu, pa ni mi takoj prvotni naslov je bil čisto nekaj drugega, ampak potem mi je kliknilo pač v teku tega aktualnega stanja boja s koronavirusom, vsi upamo, da bo nekaj boljše, ne. Na začetku smo mislili, da bo koronavirus izginil do konca prve epidemije, potem se je to malo prestavilo, pa tudi pač v literarnem smislu pač nek novi avtor, nek pač novi knjižni prvenec, nova knjiga v tem smislu. Pa potem sva šla preverjati na Cobiss, če slučajno, tako da ja, zdaj je pač naslov tega knjižnega prvenca Novo upanje. Kako ti je pa, Aleš, kot mlademu avtorju s knjižnim prvencem pravzaprav vstopiti na to literarno prizorišče, pač in tudi mogoče v odnosu do tega, da si Prekmurec, ne vem, kakšen je to občutek in kaj recimo pričakuješ, mogoče kakšni so tvoji načrti,
tako malo pač o tem. Za začetek, pač, ko pač izide knjiga, si valjda seveda zelo vesel. Sem 16. oktobra sem skakal v zrak dobesedno, pač ko prvič stisneš svojo knjigo, svoj prvenec ko otipaš v fizični obliki, da občutiš ponos. Zdaj, kar literarnih načrtov, jaz pač mislim nadaljevati najprej kratke zgodbe, razvijam tudi neke daljše povesti, ampak pač glede tega ne bi preveč izdajal, ker se mi je že večkrat zgodilo, da sem kaki prijateljici namignil, ne, pišem zdaj to pa ono, pa veš, pa to se bo dogajalo, pa potem se vse na blokada. Tako da ja, ne bom zdaj nič preveč govoril o tem, ker se lahko zgodi, da bom spet zablokiral. Seveda, tu pa tam pa nastane tudi kaka pesem, ki jo pošljem ali za literarne zbornice, recimo zdaj je izšla ravno te dni v Porabskem koledarju ena pesem Klic uporabje. Zelo vesel sem pač, če lahko omenim, tudi lahko pokažem ta zbornik Literarna krpanka. To je šlo zdaj nekje decembra. Jaz sem sodeloval pri 2 teh izdajah kot pesnik. Pač 2 moji pesmi so objavljene. Mi je pa bilo v čast, da sem se znašel med lepo druščino mladih uveljajočih avtorjev. Nekateri imajo že tudi izdane pesniške zbirke, tudi pesniške prvence. Tako da ja, sicer sem se v zadnjem času bolj nekako preusmeril v prozo pa v tudi neko dramatiko, ampak tu pa tam pa nastaja pesem, ki jo z veseljem pošljem na kak literarni natečaj ali pa v zbornik. Tako nekako. Ja, ampak kot zdaj v bistvu ste avtorji tudi, zdaj pisanje je dokaj individualna dejavnost, pač vsi si seveda predstavljamo pisatelja samega v sobi, v tišini, po možnosti odmik na podeželje, ti na podeželju seveda živiš, tako da ti to ni problem, ampak ste pa tudi recimo tepeni za te recimo javne predstavitve. Da bi prišel, da bi ljudje prišli, da bi jim bral, da bi prišlo do neke debate, da bi se izmenjevala mnenja. Ne vem, koliko recimo, koliko se ti zdi, da je to, da pa tukaj avtorji, pisatelji, pesniki res nastradajo tudi. Ne vem, kar se tiče pač mojih literarnih začetkov, jaz sem se na začetku sem se udeleževal teh Urške, 3-krat sem bil tam, fajn mi je bilo tam, ker je literarna delavnica z uveljavljenimi literati. Pač lahko povem, da sta bili to z pesnikom Zoranom Pevcem in pa z Davidom Petračem. Sami nastopi pa mi služijo pač kot interakcija s publiko, da dobiš neki feedback. Pač res, ko opišeš, pač ti ne veš, kako se bo bralec oziroma odzval. Tako da ja, včasih je bolje tudi kam poslati, dobiti feedback od literatov, urednikov,
Če pa pride pač do priložnosti, da imaš priliko predstaviti občinstvu, vidiš, da ti na koncu nastopa ploskajo, je to pač nekaj lepega. Pač z veseljem bi se udeležil še kakšnega literarnega nastopa, če bi bilo, ne, ali pa, ne vem, tudi to moderatorstvo, tudi to me zanima. Pač, če pride do kakšne take situacije, da vskočiš. Recimo lani je bila vas Trtkova organizirala pod Tromejo tudi kulturni dogodek. Imeli smo blagoslov jaslic, pa tam sem tudi vskočil kot moderator. Všeč mi je bilo, da si lahko tudi napisal kaj svojega pa povedal. Ja, vse kot praviš, manjka nam to, ne bi glih rekla, da aplavz, ampak ja, neka interakcija s publiko. Zdaj midva danes žal te interakcije s publiko nimava, ampak mogoče pa si lahko predstavljava, da nama pač za računalniki ploskajo, ker sva pač urezala eno tako zanimivo debato. Zdaj najin čas se počasi izteka za danes. Zdaj upam, da seveda se bova še kdaj kje srečala na kakem dogodku v živo, da tudi predstaviš še kaj mogoče novega. Tako da mogoče, ne vem, bi še kaj dodal za danes? Zdaj letos tudi pač bilo je veliko literarnih natečajev v prejšnjem letu, pa mogoče bo še kakšen razpis na temo epidemije. Tako da na koncu, jaz recimo na začetku leta 2020 si nisem predstavljal, da bodo na koncu nastale 4 ali pa več zgodb s to korono. Prav posebna zvrst je nastala s tega. Pač je bilo zanimivo ustvarjati tudi te zgodbe z tematiko na temo epidemije pa vseh teh ukrepov. Zahtevalo je pač malo raziskovanja, malo brskanja po internetu, po raznih virih, pa potem vse to nekako spraviti v celoto. Osnova za tisti 2 koronski zgodbi, ki sta pa notri, je pa bil pravzaprav natečaj lendavske JSKD. Tam je tudi izšel zbornik v skupaj oziroma v karanteni nekje junija 2020. Tako da hočeš nočeš sva zdaj nekako zaključila v tem koronskem vzduhu. Ja. Tako pač je, v tem smo, tako umetniki kot tudi publika. To je dejansko zdaj tema vsakdanjih pogovorov, mimo tega pač ne moreš uiti. Ja, tako. Ja, tako. V tej realnosti pa trenutno živimo, ne, in tudi odraža se pač na umetnosti in se še bo dolgo časa. Tako da hvala ti, Aleš, da si si vzel čas in prišel kot gost v našo oddajo Splet besed. In hvala ti pač za en tak kvaliteten pogovor in za predstavitev tvoje knjige in upam, da boš pač mogoče tudi zaradi te oddaje dobil kakega bralca več in dobil tudi kakšno mogoče povratno informacijo o svojem pisanju, ker konec koncev tudi pišemo zato, da komuniciramo. Tako da hvala ti, Aleš, še enkrat in upam, da se kdaj vidiva tudi v živo. Seveda. Vam, dragi gledalci, pa tudi srečno, pa ostanite zdravi in veseli. Nasvidenje. Nasvidenje.